Moje ime je Vladimir Prebilič, upravljam funkcijo župana občine Kočevje, že 4. mandat, tako da vmes sem se že kar malo postaral. Zakaj? Zakaj zdaj ugašate to storitev? Mi smo želeli seveda mobilnost zagotavljati v naši občini čim bolj disperzno, namreč gre za občino, ki je po površini največja v Republiki Sloveniji. Imamo 82 naselij in seveda, ker je obmejna občina, žal tudi starajoče se prebivalstvo. Ugotovili smo, da bi bilo potrebno nekako zagotoviti mobilnost vsem v naši občini, ne oziraje se na to, koliko je nekdo star in kakšno vozni park pravzaprav ima doma. Začeli smo najprej s sopotnikom, gre za neko institucijo oziroma način prevažanja starejših s pomočjo prostovoljcev. Ta stvar se je kar lepo prijela. Je pa res, da smo želeli razširiti to ponudbo tudi na tiste, ki ne kvalificirajo, torej niso starejši od 65 let. Predvsem imamo v mislih mlade družine in pa tiste dnevne migrante, ki prihajajo potem na javni potniški promet, konkretno na železniško postajo v Kočevje. Ta ponudba, ki smo jo pripravili s Toyoto Go, je bila po mojem mnenju pionirska in še vedno je. Seveda se je pa kaj hitro pokazalo, da potem, ko tista popolnoma pilotska zgodba, kjer se vsi nekako odpovedujemo vsem računom in delamo samo na etični in moralni pogon, ta stvar seveda lahko pride potem v neko kruto realnost. V našem konkretnem primeru se je pokazalo, da zaradi tega, ker seveda ne moremo zagotavljati ekonomijo obsega. Mi se pogovarjamo o nekaj 100 prevozih na mesec, kar ni nepomemben podatek glede na 16.000 prebivalcev, ki jih imamo, ampak ko vse to potem daš v neko Excelovo tabelo, pridemo do tega, da je nevzdržnost finančnega vidika tega projekta pač prevelika. In naš poziv na izkušnje, ki jih imamo, kažejo, da bi morala pravzaprav Republika Slovenija v tem kontekstu vsaj en del bremena, kolikor seveda to želimo iskreno, prenesti na državo oziroma na sebe. Kje vidimo analogijo? Vidim jo v tem, da država seveda v urbanih centrih, kjer obstoji javni potniški promet, že danes subvencionira prevoze mlajšim in starejšim. No in če bi sam ta kontekst prenesli tudi v ruralno okolje, potem bi se mi lahko nadejali nekega prihodka, s katerim bi razbremenili občinski proračun. Zakaj to govorim? V našem konkretnem primeru takšen projekt stane nekje ranga 110 000 evrov na letni ravni v našem proračunu, kar pomeni, če to prevedem nazaj na število prevozov, ki smo jih opravili, da vsak prevoz stane nekje okrog 34 evrov. Občino, uporabnik je plačal pa €1,5 evra. In ta diskrepanca, ta anomalija je tako velika, da skozi ekonomijo obsega ne moremo zapolniti te vrzel in tukaj menim, da bi lahko država nam priskočila na pomoč. Zlasti tistim lokalnim okoljem, ki smo proaktivni in želimo te probleme naslavljati. Tukaj jaz ne bi šel na pavšalno, bom rekel, iskanje rešitev, se pravi, da se kar vsem nekaj da, ampak da se preprosto vzame občine in lokalne skupnosti, ki so proaktivne, na podlagi opravljenih prevozov, na podlagi angažmaja neke lokalne samouprave, da se potem lahko tudi pomaga. Ok, zdaj takrat ste omenjali 30 000 evrov, da je občina namenila. Zdaj, a ste se takrat zakalkulirali? Ne. Začeli smo namreč na naslednji način. Mi smo najprej imeli 30 000 evrov, kar je bilo eno vozilo in en voznik. Potem se je pokazalo, da če želimo ta obseg prevozov povečati, bo potrebno še eno vozilo. Potem ob tem enem vozilu še eden voznik, potem se je pokazalo, da ob 2 voznikih je treba še koordinatorje, ker potem so ti prevozi začeli kar počasi naraščati, govorim, ne, se pravi, mi smo šli recimo tam do 400 prevozov na mesec in seveda potem je to vse skupaj treba malček koordinirati, ne. In ko so te zadeve začele rasti, smo bili prepričani, da bomo skozi, kot že prej povedano, ekonomijo obsega prebili, da bomo mi šli iz, 300-400 prevozov na 1000 prevozov na mesec, kar seveda ne bi bil tako velik prihodek, še enkrat se vračam, 1,5 evra je bil poprečno strošek uporabnika. Torej, ampak če bi bilo recimo 2-krat, 3-krat več prevozov, potem bi imelo to še vedno nek drug smisel, torej ne finančni v nobenem pogledu, ne, ampak neke družbeno odgovornostni smisel, ne. Ampak do tega pač žal nismo prišli. Razlog 3 vidim. Prvi je ta, da preprosto ljudje še vedno najraje sedejo v svoj avto, še vedno. Drugič, da imajo radi svoj avto in ko smo mi njim razlagali, poglejte, ampak potem se lahko avto odpoveste, pa boste namesto tega, da imate 3 avtomobile, imeli 2, kar pomeni toliko in toliko prihranka na mesec.
ta logika zaenkrat še ni dosegla Slovenije oziroma vseh nas v Sloveniji. No in tretja stvar, ki se je pol pokazala, je, da še vedno smo sorazmerno nezaupljivi. Nezaupljivi v primeru predvsem uporabe aplikacije. A resno? Ja, veste, vam bom dal tudi eno zanimivo stališče. Namreč, ko se uporablja aplikacija, je potrebno naložiti tudi svojo bančno kartico, se pravi vse te podatke noter. In tukaj smo ugotovili, da na ruralnem okolju se ljudje še vedno zelo neprijetno počutijo dajati osebne podatke in kartice noter. Veliko je bilo tega promocije, veliko smo se z njimi pogovarjali, ampak je bilo kar nekaj zadrege, moram povedati. Se pravi, da bi še kar raj s cashom plačal? Ja. Ojej. Ja. Ojej. Kar pa seveda je problem v takem projektu. Tukaj pač gotovina ne pride v poštev. Ampak to pomeni, da ste se vi prehitro vdali? Ne vem, jaz Se pravi, da bi bilo treba bolj vztrajati? Verjetno, mislim takole, če bi vztrajali, lahko bi se dalo še vztrajati recimo še 1 leto. Ampak izkušnja nam je pokazala v 12 mesecih, da nekako smo prišli do ene točke, torej tistih 400 prevozov na mesec, kjer zaenkrat ne vidimo v bazenu, da bi se ta stvar lahko hitro, v kratkem, zelo razširila. In kot rečeno, če bi hoteli nadaljevati, je to izdaten strošek in potem seveda kot odločevalec v lokalnem prostoru ves čas tehtaš. Tehtaš med tem, ali je 35 € za nekoga, ki se pelje vsakič in to je neka vrste pomoč občine tej osebi, upravičen strošek oziroma ali lahko za ta strošek postorim še za kaj drugega nekaj, ker uporabniki so različni. Ok, ciljam predvsem na to, a bi bilo treba mogoče aplikacijo bolj omejiti samo na tiste, ki bi to aplikacijo zares potrebovali in mogoče, da bi odmislili zdaj ta sistem, da bomo avtomobil pustili doma pa šli raje na javni prevoz, da bi mogoče res omejili ta strošek, namenili ga mogoče samo tistim, ki to dejansko zares potrebujejo. Recimo tako, kot ste mi takrat rekel, na tistem pogovoru, da smo kot družba odpovedali in da bi morali poskrbeti za tisti, ki so zapostavljeni. No, dejstvo je, mi še vedno izvajamo sopotnike. Sopotniki tečejo nemoteno naprej. Sopotniki so samo za starejše. Tako je. V bistvu tukaj govorimo o starših večino. Tle nam starši padejo ven. Je pa res, da tudi pri starših, kot rečeno, jaz sem pričakoval boljši odziv, resnično boljši odziv. Recimo klubi, glasbene šole in podobno, mi ugotavljamo, da smo dosegli samo določene družine, ki so se začele uporabljati ta sistem, določene pa še vedno ne. Kar pomeni, da tudi starši očitno še niso sprejeli dejstva, da bi bili otroci lahko bistveno bolj samostojni, kot so zdaj, in oni bolj svobodni, kot so zdaj. Zakaj je temu tako? Sam osebno menim, da je tudi družbeno pogojeno dejstvo, da starši so pokroviteljski in nekako ne verjamejo, ne zaupajo morda celo, ali pa niso prepričani, da bi otroci lahko določene stvari v določenem starostnem obdobju, recimo 14+, opravljali sami. Tukaj vidim, da imamo zadrego tudi kot družba pri vzgajanju naših mlajših. Ok, ampak to je seveda cilj na dolgi rok. Ja, kaj bi dejansko vi lahko še naredili, da bi to storitev bolj popularizirali med družinami? Težko reče, mi smo se res trudili, mi smo imeli od delavnic, športnih klubov, mi smo s trenerji govorili, smo nekaj, poglejte, dajte posebej poudariti to, obiskali smo trening vsakega kluba posebej, predstavili staršem, poglejte, to je rešitev. Mislim, ne moram reči, da bi bilo na področju popularizacije, se pravi, da bi bili mi neaktivni ali da obstajajo neke tukaj rezerve. Menim samo to, da s stroškovnega vidika mislim, da bi bilo smiselno za državo razmisliti, da bi nam v tem kontekstu pomagala, ker z razbremenitvijo proračuna, potem bi bila ta zadeva verjetno bolj smiselna. Zakaj to govorim? Ker še enkrat, če nekomu damo 34 € za prevoz in ta oseba X uporaba to recimo 100-krat na leto, bo ta oseba dobila 4000 € podpore, subvencije občine, medtem ko nekdo drug tega ne bo dobil. In ta uravnoteženost je tista, za katero mora odločevalec ves čas skrbeti, da ne bo kdo dobil bistveno več davkoplačevalskega denarja kot nekdo drug. Tukaj je ta težava. Zdaj, če seveda najdemo način, kjer bi lahko to breme porazdelili, potem bi bilo to seveda zelo smiselno. Z vidika države je ta strošek popolnoma marginaliziran. Kaj to pomeni v bistvu, da bi moralo v bistvu tisti, ki bi ta strošek dejansko v bistvu prejemali, potem to moralo v bistvu, ne vem, prijaviti
v dohodnino. Ja, skoraj bi lahko rekel, da je to boniteta. Ne? Sem seveda to zakon ne predvideva, da tukaj teh težav seveda ni. Tukaj je odločitev pač lokalne skupnosti, kako bo razporedila, kaj imate po subvencijo od vode, smeti, vrtcev. Mislim, tle je cela paleta subvencij, ki jih država ponuja. In če sem zdaj malo žleht, zaradi tega tudi je življenje v Sloveniji, če gledava skozi paritetno moč, kupno moč prebivalcev, skoraj dvakrat večje, kot nam to prikazuje BDP. Ne. Jaz sem ga zadnjič v Economistu gledal en podatek, ne. V Sloveniji se BDP na prebivalca vrti nekje okoli 30.000 evrov, kupna moč prebivalcev je ocenjena na 52.000 evrov. Smo edina država, kjer je življenje v navednicah skoraj cenejše kot kjerkoli drugje. Recimo Irska je kontra, Irska ima 120.000 BDP na prebivalcev, pa je kupna moč samo 100.000. Se pravi, realna vrednost denarja, ki ga imajo, je bistveno manjša glede na storitve, ki stanejo toliko, kot stanejo. Skratka, da se vrnem nazaj. Torej, gre za to, da Slovenija izdatno pomaga in subvencionira marsikaj, na marsikakšen način. Ampak, kot sem rekel, če se zdaj vrnem na samo to prevoze, jaz mislim, da država bi lahko tukaj z zelo majhnim vložkom, ampak res zelo majhnim vložkom, pogovarjava se morda ranga na občino, kot je naša, in naša je med prvimi 10 po velikosti, bi to stalo nekih 30 do 50 tisoč evrov, kar bi pa zagotovilo, da bi lahko nadaljevali in bi bila ta dolgoživost tega projekta smiselnejša, kot je ta trenutek danes, ko je samo občinski proračun zali. A ste se prehitro vdali? Se pravi, da bi bilo boljše v bistvu storitev nadaljevati, pa hkrati v bistvu delati na tem, dobiti v bistvu subvencijo države. Jaz bom tako, jaz mislim, puške v koruzo nismo vrgli. Mi se bomo zdaj ponovno po tem enem letu in vseh informacijah in podatkih zbranih usedli z Republiko Slovenijo. Jaz sem že poslal na obe ministrstvi. Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za infrastrukturo naše poročilo in prošnjo za sestanek, kjer bi po mojem mnenju bilo smiselno te zadeve proučiti. Namreč moje načelo je naslednje. Jaz nikogar nič ne prosim, če sam zadeve nisem oddelal tako, kot je potrebno. Torej, mi smo dali od sebe vse, kar smo lahko. Dejstva so naslednje in ta dejstva bi rad predstavil. In prepričan sem, da potem, ko bo odločevalec slišal naša dejstva, da bi bilo smiselno to stvar dejansko podpreti. Namreč, kaj se kaže? Mi v lokalnem okolju dostopanja do mreže javnega potniškega prometa pravzaprav nimamo. Ne? Tukaj je ta manko. Torej, če bi zdaj država resnično iskreno mislila z javnim potniškim prometom, potem seveda bi bila ta podaljšek tega prevažanja ljudi do huba, torej do vstopne točke javnega prometa, smiselna. In če bi to znali tudi pravilno zapakirati in podpreti, potem jaz mislim, da bi bili lahko zelo hitro skupaj. Tukaj vidim te sinergične točke, kjer po mojem bi lahko z državo prišli skupaj in bila stvar mogoče bistveno bolj smiselna, finančno in sicer, kakor je ta trenutek. Ampak v resnici, kaj pa če bi recimo počakali, pa bi med počitnicami začeli te zadeve, ali pa da bi imeli te pogovore v bistvu z državo že nekaj mesecev nazaj? Ja, mi smo poskušali že pred časom nekatere pogovore začeti delati, ampak pa so bile volitve, pa novi ministri, pa menjave ljudi, pa tako naprej. Tako da vedno znova smo iskali pravega sogovornika. Jaz mislim, da zdaj se stvar postavlja tako, kot misli verjetno delati naslednjih nekaj let, vsaj do konca mandata. Tako da v tem kontekstu mislim, da lahko dobimo zdaj res deležnike, ki jih rabimo. Druga stvar, kar se tiče pa počitnic, tudi to smo že vse dali skozi. Mi smo imeli že lani počitnice, tam potem spet upad se zgodi. Ne? In kup enih teh stvari, kot sem rekel, izkušenj imamo mnogo in te izkušnje bi mogli predebatirati še za državo, ki recimo v nekaterih kontekstih mogoče celo preizdatno nekatere stvari sofinancira ali pa subvencionira, spregleda pa potem to ruralnost in perifernost Republike Slovenije, ki se mi zdi, da je dostikrat bolj problem, kot na nek način si ga nekdo želi to razumeti in predstavljati. Se pravi, na nek način ste se zdaj vdali, pa šele zdaj začenjate boj. Mi bomo dali to zadevo dejansko njim na mizo, mi bi se želeli proučiti, je pa tako še enkrat. Če bi nadaljevali s tem projektom, je strošek res tako zelo velik, da jaz tudi zelo težko z vidika racionalne porabe davkoplačevalskega denarja to upravičujem, resnično težko in seveda potem lahko dobim hitro očitek nazaj, ne, zdaj zakaj pa samo za tiste, ki to uporabljajo, kaj boste pa nam potem subvencionirali, če že njim to skratka vnaša neko nelagodje in nemiro v lokalno skupnost in vsaka lokalna skupnost počiva na tem, da je med seboj povezana, da sobiva, da ni
fovšije in drugih stvari. In tle vidim, da je stvar šla in bi šla, če bi to nadaljevali, mogoče celo v smer, ko bi bila morda negativno sprejeta. Tega si pa ne želim. Ne? In da ne bi prišli v to točko, mislim, da je zdaj prav, da malo ohladimo glave, se usedemo, pogovorimo in ukoliko pridemo skupaj, damo roko, podpišemo neke dogovore in stvar bo hitro za oživeti, tukaj ni nobene težave. In kot rečeno, tudi nekaj znanja in veščin smo si vmes pridobili, tako da volja je za tista, ki jo pa predvsem potrebujemo. Kakšen je bil odziv med drugimi župani? Zdaj vem, da na našo zgodbo, ljudje so to dejansko opazili, tudi v drugih občinah. Ne, seveda, vsi, tako bom rekel, lahko jih razdelimo v dve kategorije. Kategorijo tistih, mogoče malce privošljivih, ko so rekli, saj smo vam povedali, da vam ne bo šlo, pa ste vseeno rinili. To je ena kategorija in mogoče so ti zdaj zelo zadovoljni v narekovajih. Pa potem druga kategorija, ki se te stvari spremljale z nekim optimizmom, z neko naklonjenostjo in je si želela, da bi nam uspelo, pa mogoče nam zdaj v tem kontekstu še ne bo. Tako da mislim, da občine so to budno spremljale, ampak seveda na koncu župan mora potegniti črto in pod to črto mora biti neka racionalnost. In kot rečeno, znotraj te racionalnosti je v primeru mehanizmu oziroma delovanja in izvajanja projekta, kot ga je danes smo zastavili, breme za lokalno skupnost resnično zelo veliko. In kot sem rekel, težko ga je potem tudi racionalno prevečevati. Tako da tlele mislim, da če se bomo znali pogovarjati pravilno, lahko z neko bagatelno zneskom podpremo občine, ki to želijo in na koncu bomo imeli vsi kaj od tega. Samo ena stvar, če se boste zdaj pogovarjali v bistvu z ministrstvi, kako bo recimo, bo to v bistvu nov zakon, nov v bistvu fond ali kaj v bistvu je treba ustanoviti, da bojo lahko to druge občine potem iz tega? Tako, moj nasvet državi bi bil, da se oblikuje neka proračunska rezervacija, če lahko temu rečem, iz katere bi potem subvencionirali prevoze tistim, ki jih de facto izvajajo. Še enkrat, jaz nisem za neko pavšalno nagrajevanje na počez, ampak da se dejansko občina mora zavezati k izvedbi nekega projekta, da ga celo izvaja v določenem kontekstu in da se od tu dalje potem pogovarjamo o tem, kaj lahko pa zdaj dobi nazaj v zameno za svojo proaktivnost. Tako da neko pavšaljenje pravzaprav se mi zdi napačen pristop in je bolj čist pristop, tako kot sem ga prej razložil. Tako da tukaj mislim, da se da to dogovoriti zelo hitro, namreč lahko se da to zakon v razbremenjevanje občin v nekaterih primerih ali kam drugam, ali se samo oceni ta znesek, pa se potem to da v povprečnini dodati tistim, ki seveda to izvajajo. Skratka, nikakor ta dodatek ne sme nikomur nič vzeti, mora dodati tistim, ki to želijo in imajo ta pogum, ta drznost, da si to upajo tudi izvesti. A so že kakšni drugi primeri v kakšnih drugih občinah, da pa že jemljajo v bistvu recimo neke take subvencije občinam? Ne, zdaj zaenkrat zakon generalno ureja samo eno stvar in to je, da so do subvencij upravičeni v javnem potniškem prometu pač mladi in pa stari. To je generalni zakon in mi seveda zdaj ravno s tem projektom nič od tega ne moramo dobiti. In to je tisto, na kar opozarjamo. Tako da druge občine, seveda recimo mestne občine, ker imajo pač ekonomijo obsega in potem dobijo še ta priliv iz prej omenjenega naslova, je ta zadeva finančna konstrukcija stoji lažje. Nisem rekel, da kdorkoli kuje kakšne dobičke, daleč od tega, ampak je bolj vzdržno. Pri nas je pa to težje. Se ciljam bolj do to, kakšne, ne vem, fond za regionalni razvoj, fond za ekologijo, ne vem. No, jaz mislim, da tukaj bi bili lahko zelo inovativni. Eno je odpornost, konec koncev družbe. Imamo tudi REACT program Evropske unije, imamo zniževanje ogljičnega odtisa. Skratka, jaz mislim, da če bomo našli pripravljenost na drugi strani, da bi nekaj takšnega izvajali, jaz vidim tukaj zelo veliko možnih potencialnih virov, ki bi jih lahko črpali in po mojem celo z zanosom upravičevali tudi napram našim partnerjem v Evropi, ker ta mobilnost, ruralna mobilnost je stvar, ki jo Evropa še ne naslavlja. Se pravi, Evropa zaenkrat spodbuja javni potniški promet, v redu, super, vejica, ko pa pridemo na območja, kjer so decentralizirano poseljena, kjer nimate zaokroženih centrov in podobno, tega pa še nihče ni. Jaz trdim, da bi Republika Slovenija lahko bila tukaj neki forerunner, tukaj bi lahko mi ponudili nekaj odgovorov na vprašanja, ki jih v Evropi, po mojem, nihče sistematično še ne naslavlja.
Okay. Kdaj bomo imeli naslednji pogovor, kdaj se bo boj nadaljeval? Kdaj bo naslednja bitka? Zdaj prvo, kar je, moramo dobiti datum, termin pogovora. Pismo je bilo poslano že nekaj tednov nazaj, jaz upam, da bo to zdaj čim prej. Danes bom, kot sem že omenil ministrico, jo bom opozoril, da ne bo kje obležala zadeva na mizi. Takoj, ko bomo imeli prve pogovore, mislim, da lahko potem začnemo razmišljati, kako naprej. Ampak kot rečeno, z vidika države ali pa cost benefit, govorim z države, ne samo lokalne skupnosti, jaz ne vidim razloga, da bi ne našli skupnega dogovora. In kot sem rekel, to bi lahko bil promocijski primer tudi znotraj Evropske unije za marsikatero državo. Tako da je pa seveda pripravljenost tista, ki jo zaenkrat še iščemo. Upam, da bomo prepričljivi, kot sem rekel, jaz ne prihajam na pamet in na počez, dejstva imamo na mizi, veliko izkušenj imamo, tako da iz tega res lahko veliko naredimo, ampak kot rečeno, dajmo glave stakati. Okay. Mi bi želeli proces spremljati naprej. Absolutno, mi vas bomo pustili ves čas obveščene o vseh možnih korakih in napredkih in čim bo nekaj takšnega, dajmo promovirati stvari, ki so dobre. Jaz mislim, da se da, samo malo volje bo potrebno. Super, me veselilo. Tudi mene, vse dobro. Lep dan. Enako.